Zdaj pa prehajamo spet na video govorico. Pogledali si bomo še zadnji video. In sicer tukaj piše spoznanja projekta EPO, gre torej za to uresničevanje evropskega programa za učenje odraslih. Tako zelo na kratko bi lahko rekli, da so spoznanja naslednja, da je potrebna celostna obravnava posameznika in seveda s tem tudi družbe kot celote, da je še kako nujno povezovanje, sodelovanje, medresorsko delovanje, da je treba delovati od zgoraj navzdol, se pravi od politike preko stroke, prakse do udeleženca in seveda od spodaj navzgor, začenši z udeleženci, z njihovimi potrebami, z upoštevanjem njihovega glasu, njihovih pričevanj, ki so bolj zgovorna kot pričevanja kogarkoli drugega o njih, torej navzgor od učečega se preko prakse, stroke do politike, kar delno vidimo tudi danes, ne, prav pestro sestavo imamo, če prištejemo še udeležence po spletu, predstavniki politike, stroke, prakse. Mogoče nam malo manjka udeležencev, ampak smo jih imeli tudi v videu in zdaj jih bomo mogoče videli. Največkrat se pa itak vsi mi pojavljamo v obeh vlogah kot tisti, ki ali učimo ali pomagamo na nek način, da se drugi učijo, in hkrati smo učeči se, ker smo v to prisiljeni ali pa nas žene, še bolje, žene naša radovednost. Ves čas pa si prizadevamo, in to je tudi spoznanje projekta EPO, za kar se da uravnovešeno upoštevanje tega, da se moramo izobraziti ali pa vzgojiti za to, da osebnostno rastemo, da delujemo miroljubno, ustvarjalno v skupnostih, da znamo delati in da pridobivamo klasično znanje poleg spretnosti. Skills first approach recimo je en pristop, ki se v zadnjem času uveljavlja kot posledica potreb časa, ampak ves čas mnogi, tudi tisti, ki ga prodajajo, tako rekoč, to so predvsem delodajalci, ker si želijo ljudi, ki takoj nastopijo na delovnem mestu in že imajo potrebne spretnosti. Skratka, vsi si želimo, da je tudi naše znanje, kar se da široko. Tako, mi smo angažirali, najprej moram povedati, moja kolegica Ana je imela filmski maraton, 24 ur posnetkov iz 8 forumov si je pogledala in a si predstavljate ta izziv, skušala izluščiti tiste najpomembnejše, najbolj zveneče izjave ljudi, ki smo jih angažirali za te forume. To so znani obrazi, za Slovenijo znani obrazi, kot boste videli, pa tudi tisti manj znani, predvsem pa vsi zelo pametni, spretni, modri, bomo temu rekli, predvsem pa zelo predani svojemu poslanstvu na področju, na katerem pač delujejo. Katere so te spretnosti, 8 izbranih spretnosti za življenje in seveda tudi za delo, boste videli v tem spet 7 ali 8-minutnem posnetku. Tako da, Darjan, Franci, spet sta vidva režiserja in izvajalca. Evo. Če gledamo celoto 14 forumov, smo se vedno bolj približali temu res človeškemu izpeljevanju prispevkov, temu izlitju glave in srca. In glavo ni težko izvabiti, srce je malo težje včasih izvabiti. Nekateri so bolj pripravljeni to storiti, nekateri so malo nerodni pri tem, ampak kot rečeno, še pri vseh se mi zdi, kjer je bila možnost intervenirati, je to uspelo. Ja, jaz kot več kot 20 let ekološka kmetica razumem podnebne spremembe kot nek upor narave, glede na to, kako ljudje z njo sodelujemo. Kajti tako ljudje, kot izobraževalci, kot vlade in nasploh učeči se, moramo zdaj, danes storiti nekaj za to, da bomo ohranili našo zeleno in trajno naravo. Torej ne moremo mi izhajati iz tega, da kar živimo tako, kot smo živeli, tudi iz tega vidika ne, ker ta definicija napačno predpostavlja, da bodo prihodnje generacije imele takšne potrebe kot mi in da bodo tako živeli kot mi. Če pa gremo mi
tudi od spodaj navzgor, ne samo računamo, bomo odločevalce prepričali in potem bojo oni že zaukazali vsem, je dostikrat lažje. In v našem življenju je res tako, da se moramo razdajati. Pravijo, da je treba gledati tudi na tujo kožo, zato da nekega dne ohraniš tudi svojo. Državljanska pismenost se sestoji iz akcije v družbi, se pravi to, da ti znaš javno nastopati, da ti znaš neko kampanjo narediti, da ti znaš timsko delati, da ti znaš biti proaktiven in tako naprej. In pa tudi iz refleksije družbe. Se pravi, da ti znaš družbo opazovati, jo razumeti, jo dekodirati. A ne? In velikokrat v Sloveniji jaz opažam neravnovesje med tema dvema elementoma, ki sta mimogrede tudi ena od prvih pogruntavščin izkustvenega učenja. Ne? V bistvu je vse povezano z našo osnovno psihologijo, ne? In vse je pravzaprav psihološka spretnost. In če želimo soustvarjati medijsko okolje z namenom kakovostnega doprinosa družbi, se spet vse začne z nami in z tem, da se v svoji koži dobro počutimo in da je vse ostalo posledica tega dejstva. Zame medijska pismenost temelji na dveh ključnih zadevah. Prva zadeva je ta, da je ena od najpomembnejših stvari, ki jo človek mora razviti, to je kritično mišljenje. Skratka, to je tisto, kar ponuja izobraževalni sistem. In na drugi strani je neka srčnost, človeškost, da stvari, o katerih se uči, da stvari, ki so pomembne za naše skupno življenje, z neko srčnostjo razumeš, razlagaš in si pripravljen na nek način vključiti v svoje lastno življenje. Če bomo uspeli v šolska okolja, v izobraževalno okolje, privesti preventivne programe, ki bodo omogočali, da bodo ljudje drug drugemu pomagali in da bodo se počutili sposobni, da seveda drug drugemu podajo roke, potem bomo verjetno se izvili iz tega krča nenehnega dopovedovanja, da gre vse narobe. Raziskave na področju zdravja in dobrega počutja posebej poudarjajo pozitivne učinke ukvarjanja z umetnostjo in kulturo na našo samopodobo, na našo socialno vključenost, prosocialno vedenje, pa tudi na družbeno participacijo in tudi dejavno, aktivno državljanstvo. Učenje je zame, bom rekla, en tak vpogled v to, kaj jaz o sebi sploh mislim, kaj jaz od sebe pričakujem, kdo mislim, da moram biti v teh vlogah. Učenje tega, kako zagotavljati vzdušje varnosti, kako graditi zaupanje, to je stvar vaje. In če manjka besedišče, ne moremo povedati, kaj je z nami. In zato velikokrat, ko otroka, pa tudi odrasle, vprašamo, kaj je narobe, kaj se ti dogaja, kako se počutiš, smo tiho. Zakaj? Ker ne zato, ker bi kontrirali kar tako iz ljubega miru, ampak ker ne najdemo prave besede. Da tam, kjer smo v družini sposobni 2 do 3 uri na dan biti skupaj, igrati šah, delati na vrtu, gremo skupaj hoditi, si ogledamo skupaj film, skupaj skuhamo. Če znamo biti 2 do 3 ure povezani v družini, možgani proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. V resnici pa je obvladovanje denarja veščina, ki se lahko naučimo in jo uveljavljamo s pridom in z veliko truda ter discipline, kakor tudi vsaka stvar, ki je pomembna v življenju. Vse življenjsko učenje, ne da se mi počutimo, jaz sem res na prvi slajd dala vse, kaj je treba vedeti, ampak naj ne bo to nekaj negativnega, ampak biti nekako dober vodja potrošniških odločitev, mislim, da je nagrada za vsakega posameznika. Danes recimo, na ta dan bomo objavili približno 500 milijonov tweetov, če ne bo Twitter ta čas že propadel, približno 100 milijonov selfijev bomo naredili in to samo na androidnih napravah in pa poslali bomo 19 milijard SMS-ov. Ampak to še ni nič v primerjavi s tem, kar nas čaka v prihodnosti. Do leta 2025 bomo vsak dan objavili 463 eksabajtov podatkov. Starejši potrebujejo usposabljanja, ne izobraževanj.
usposabljanja pomenijo, da jih mi naučimo dejansko zadeve uporabljati. Ma krize so nam čudovita brca, da se premaknemo. Če jih ne bi bilo, bi prevladala že neka naša inherentna lenoba. Ti lahko kot posameznik storiš največ. Zato, ker nič drug ne more storiti tega, kar lahko ti sam storiš. Ne? In tudi en majhen delček je lahko na koncu velika sprememba, ali pa recimo en majhen delček lahko sproži neko reakcijo in se ustvari neka snežna kepa, recimo, če lahko temu rečemo tako. Ne? Mi, človeštvo, ki smo pa svobodni in lahko izbiramo, kako uporabljati instrumente in spretnosti, ki nam jih je narava dala in jih mogoče še nismo vseh odkrili, te pa vsak odziva po značilnostih in sposobnostih osebnih. Tako, spet en vrh ledene gore, če vas mika filmski maraton, vse je posneto, vse je na spletnih straneh teh 8 forumov. Mi smo, ko smo začeli z forumi o spretnostih za življenje in še predtem o forumih oziroma o prihodnosti izobraževanja odraslih, obravnavali vsako temo individualno. Potem pa smo prišli do tega, da so spretnosti še posebno silno med seboj povezane. Če se lotiš recimo finančne, moraš imeti nujno medijsko, tako kot jo je dr. Sandra definirala. Hkrati so zelo pomembne še druge spretnosti in je to ena reč, ki terja sinergijo tako pri pridobivanju, pri učenju teh spretnosti, kot seveda potem tudi pri njihovi uporabi.